Danes v Pomurskem dnevniku težave za mame podjetnice, okužbe v domovih za starejše, razvoj občine Radenci, podaljšanje epidemije za 30 dni. Vreme jutri bo delno jasno. Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, lepo pozdravljeni. Vlada je pred dnevi sprejela tako imenovani protikorona paket 6, katerega glavni cilj je omiliti in odpraviti posledice in vpliv nalezljive bolezni COVID-19 na področje gospodarstva, dela in delovnih razmerij, socialnega varstva ter zdravstvenega varstva. A naša sogovornica opozarja, da vsi niso obravnavani enakopravno. Mojca Lipič, lastnica salona Lakirnica v Murski Soboti, pravi, da so jo poleg neenakopravnega položaja najbolj prizadeli s tem, da so jo že drugič letos prisilili, da je zaprla svoj salon. Prvič je bilo rečeno, da bodo nas dokaj hitro odprli, tudi drugič je bilo rečeno, da bi naj v enem tednu nas odprli, ampak smo zdaj že ponovno v 4. tednu, ko smo zaprti. Zaprtje salona seveda seboj prinaša tudi izpad dohodka. Torej konkretno jaz imam 100% izpad dohodka. Lahko tudi v bistvu omenim, da so v bistvu že tedni predno so nas zaprli, torej pred 24. oktobrom bili slabši, ker so stranke odpovedovale, ker so bile ali v karanteni ali obolele ali enostavno si niso upale iti, ker so bili mogoče prehlajeni doma. Tako da je 100% izpad dohodka, medtem ko tudi predvidevam, da ko bomo odprli ponovno celo zadevo, bomo verjetno bili spet na istem, ne? V prvem valu je bil njen salon zaprt kar 7 tednov in toliko časa se prav tako ni vedelo, kaj sledi. Če lahko omenim, v tistem prvem valu, ko smo bili doma, je bila ena sama živčna vojna. Jaz sem bila takrat 7 tednov zaprta za salonom in skoraj 7 tednov se ni vedelo, kaj bodo z nami počeli. Konkretno sem zaprosila za pomoč, tako takrat kot tudi zdaj, ker enostavno nismo vedeli, kako drugače v bistvu skozi to celo zadevo se speljati. Ob tem pa opozarja tudi na neenakopravno obravnavo. Je pa dejstvo, da spadamo notri v skupino mamic, ki smo bile lansko leto na porodniški in posledično to, kar je pač sestavila zdaj država skupaj, bomo drugo leto bolj kot ne vse vračale, celo zadevo, ki smo jo od države dobile. Zato, ker enostavno presegamo tisti znesek, ki so ga oni pač omenili, oziroma procente, ki so jih omenili, dokoliko naj bi bil samo podjetje recimo potem v slabšem položaju v letošnjem letu. Zdi se ji, da je ta problematika javnosti v Sloveniji premalo poznana, po njenem mnenju se preveč ljudi meče v isti koš. Se mi zdi, da je to premalo znano na splošno javnosti v Sloveniji, da se enostavno pač vse skupine ljudi meče v en, bomo rekla, veliki koš. Ampak dejansko bi bilo treba tu malo bolj specifično pogledati, kdo, kaj, zakaj. Ker če smo lansko leto bile torej mamice na porodniški, potem je čisto logično, da bomo v letošnjem letu imele večji dohodek, kar se tiče naših podjetij, ne. Pomoč, ki jo je prejela v spomladanskem delu epidemije koronavirusa, je bila dovolj zgolj za najemnino in nič drugega. Brez da, bom rekla, napihujem celo zadevo, tisti, kar smo pomoč, ki smo jo dobili v torej spomladanskih mesecih, je pri meni konkretno šla za samo najemnino tega prostora in pa za stroške tega prostora. Pomeni, da s tisti pomočjo nismo plačali nobene položnice doma, nobenega nakupa v trgovini in zaradi tega bi res poudarila, da je tukaj treba res konkretno pogledati to skupino, pomeni mamice, ki so bile lansko leto na porodniški. Ob tem pa upa, da bo država vendarle imela posluh za primere, v kakršnem se je znašla tudi sama. Včeraj je na vladni tiskovni konferenci gostoval tudi Zoran Hoblaj, direktor Doma starejših Rakičan. Govora je bilo o tem, kako se v domovih za starejše spopadajo s koronavirusom. Poglejmo. Naš dom se je že z prvo okužbo srečal v spomladanskih mesecih, vendar je ta okužba bila osamljena in stanovalka je takrat ostala v UKC Maribor in se je vrnila k nam zdrava. V tem drugem valu pa smo imeli najprej okužbe v Centru za starejše v Murski Soboti, nato so se okužbe pojavile v naši enoti Elizabeta v Rogašovcih, v zadnjih 2 tednih so se pa pojavile okužbe v naši matični enoti v Rakičanu. Trenutno stanje v našem domu je tako, da imamo 84 okuženih na različnih lokacijah. Mi smo v tem času že uspešno zajezili širjenje okužbe v Centru za starejše Murska Sobota in tam imamo samo še eno okuženo stanovalko in pa 3 zaposlene. Stanovalka se nahaja v bolnici,
zaposleni pa so v domači izolaciji. V enoti Elizabeta imamo trenutno stanje 28 okuženih stanovalcev in pa 5 okuženih zaposlenih. Tukaj pa imamo veselo novico, saj je v petek bilo število okuženih 50, danes je skupno število okuženih 33, tako da nam število okuženih upada. Mi tudi pričakujemo, da bomo nekje v 2 tednih uredili zadeve, da se bo stanje umirilo in da se bodo zaposleni vrnili na delovna mesta, okuženi pa iz zone izolacije. No, tega, kar smo se pravzaprav najbolj bali, pa imamo sedaj širitev okužb v matični enoti v Rakičanu, kajti tukaj je 271 postelj in seveda se bojimo, če bo prišlo do hitrega širjenja okužb, da bo to zelo obremenilno tudi za naš kader, seveda pa tudi, če bo večje število okuženih, se bomo temu morali ustrezno prilagajati. Voda je aktualno, smo se danes pogovarjali z Romanom Leljakom, županom občine Radenci. Beseda je med drugim tekla tudi o pomembnih projektih v občini. Poglejmo si kratek izsek, več pa danes ob 18:15. Ponosen sem v bistvu na to, da se v občini Radenci vidi, da smo veliko tega spremenili. Najprej sem bil vesel, da smo edina občina, ki po 20 letih ni imela prave trgovine v občini Radenci. Bom zdaj naredil reklamo za Spar, da smo ta Spar dobili in so ljudje, verjemite, bili veseli, da je prišla trgovina v Radenci. Prej pač nismo ustvarili pogoje, da bi trgovina lahko bila. Pristopili smo reševanju parka. Evo, končno lahko povem, da je polovico parka Radenska v lasti občine. Da smo uspeli v tem 2-letnem obdobju se pogajati z Savo Turizem in smo uspeli, tako da smo tudi v zemljiški knjigi lastnik parka, to pomeni tega kompleksa, kjer je bazen, ki zdaj izvajamo, na novo obnavljamo mini golf, da je sedaj to občina lastnik in da so vse poti za razvoj odprte. To pomeni, sedaj lahko se normalno javljamo na evropske projekte in vse skupaj, ker smo lastnik. Pred tem to ni bilo možno. In to je bilo osnova. Najte prvo moraš biti lastnik, pa potem vse skupaj. Se pravi, to pridobivanje parka me res veseli, ker zdaj bo omogočilo razvoj. Druga, uspeli smo se z Ministrstvom za infrastrukturo dogovoriti, da so v tem mojem mandatu do leta 2022 2 ceste obnavljajo. To so ta novo plastično križišče, ki smo ga naredili v Radenci, pa do Petanskega mosta in pa cesta od, se pravi, Svetega Jurija, od avtoceste pa vse do Radencev, cesta preko Kapelskega vrha se bo popolnoma obnovila, razširili, naredili se bojo pločniki in vse tisto ostalo, da bo ta cesta še naprej, da bo obnovljena. Veljati je začel odlok, s katerim je vlada še za 30 dni podaljšala razglasitev epidemije COVID-19. Ob dodatnem zaostrovanju ukrepov za zamejitev epidemije pristojni pričakujejo, da se bodo razmere sicer v 14 dneh izboljšale, vendar pa bodo nekateri ukrepi po napovedih predsednika vlade Janeza Janše gotovo trajali še vse do Božiča. Spomnimo, da je vlada v drugem epidemičnem vladu razglasila epidemijo z 19. oktobrom in sicer za 30 dni, v ponedeljek pa je sklenila odlok podaljšati do 17. decembra. Takšno odločitev so podprli s tem, da se okužba z novim koronavirusom še vedno hitro širi med prebivalstvom. Trenutni ukrepi v državi so zelo podobni tistim iz spomladanskih mesecev, ko je epidemija trajala 80 dni, pri čemer je bil spomladanski epidemični val veliko blažji. V ponedeljek so sicer vrata zaprle vse nenujne trgovine, ustavil se je javni potniški promet. Že od konca prejšnjega tedna pa je prepovedano zbiranje ljudi, razen družinskih članov. Jutri bo pretežno jasno. Po nižinah v notranjosti bo zjutraj ali dopoldne megla ali nizka oblačnost, ki bo lahko v Pomurju vztrajala večji del dneva. Več o vremenu pa v vremenski napovedi. Danes smo imeli pretežno jasen dan s temperaturami okrog 17 stopinj Celzija. Opoldne ste v Krajinskem parku Goričko namerili 9, v Radencih in Murski Soboti 11, v Lendavi pa 12 stopinj Celzija. Jutri bo pretežno jasno. Po nižinah v notranjosti bo zjutraj in dopoldne megla ali nizka oblačnost, ki bo lahko predvsem na Koroškem, v Pomurju in delu Ljubljanske kotline vztrajala večji del dneva. Najnižje jutranje temperature bodo v severovzhodni Sloveniji, v Murski Soboti in Mariboru od 1 do 2, dnevne pa od 8 do 10 stopinj Celzija.
V noči na petek se bo pooblačilo, ponekod bodo manjše padavine. V petek bo na Primorskem delno jasno, pihala bo zmerna burja. Drugod bo pretežno oblačno, dopoldne bo občasno še rahlo deževalo. Pihal bo severovzhodni veter. Zvečer se bo od zahoda pričelo jasniti, v soboto bo jasno. Pihal bo severovzhodni veter, na Primorskem burja. Temperature v naših krajih se bodo zjutraj gibale od -4 do 5, dnevna pa od 7 do 9 stopinj Celzija. Vse to smo vam pripravili v današnjem Pomurskem dnevniku. Za več informacij obiščite našo spletno stran. Bodite v naši družbi in nasvidenje do prihodnjič.